Koga je Mark povozil? Svaka od Nade Bučar. Očeta od... Ja. Očeta od Lare. Z matko smo se včasih tako ful štekala. Da je prišel David, pa pol Ela sva bila itak večino časa sama. Okej, imamo tudi starimi starši, ki smo bili tako v isti bajki, ampak veliko sva bila pa tudi čisto sama. In res sva se imela dobro. Da to imam tako ful lepe spomine. Lepo. Ja. Najboljše je bilo, ko sem zbolel. Kaj? Ja. Ker si je takrat vedno vzela čas in mi brala take ful zanimive zgodbe, v katere je opletla medicino in ful zanimivo razlago, kako pa zakaj bom ozdravel. Res je bilo dobro. Pol je pa vse to razpadlo. Po nesreči. Ok, kaplja čez rope bila itak to, da sem nehal študirati. Kar mi je matka valjda čisto zamerila. Jaz sem se vedno bolj zapiral sam vase, tako da mi je na koncu še dedi stal ob strani. Ampak zakaj si nehal z medicino? Mislim, kaj se ti je zamerila, ali se ti je zameril faks, ali kaj je bilo? Ne, sploh ne. Meni je medicina zakon, tako ful. Je pa šel. Ja, gre. Hvala, Stjepane, hvala. Jedva čekam, da će doći prilika pa da ti vratim ovu uslugu. Da, kako da ne, bilo bi mi drago. Hvala, hvala. Prijatno. Evo, tvoj človek bo imel odprta vrata povsod na Hvaru, pa še drugje, če bo treba. Vrhunsko, res, svaka čast. Če imaš jasne prioritete v življenju, z leti zgradiš dobro omrežje, ne? To pa sigurno. Ej, sam, nekaj me pa še zanima. Zakaj si je dal Steinerju 48 ur odloga, če smo že vse imeli na mizi? To ja, ampak ni bilo zaradi nas. Meni je prav užitek, ker se zavedam, kako je v tem času, ko se mu rok izteka. Kako Edvard besni se zvija. Kako hitro se moramo odločiti, kaj bova? A greva že danes, ali uspiva, pa greva jutri zjutraj? Ej, gasne. Glej to, no. Greva raje jutri zjutraj, a ne? Ti še ne